Dobro jutro, dober dan, kje je kdo, ki ni zaspan? Jaz sem še na špančku. Ja, jaz sem še na špančku, kaj pa vi? Tako hecni so ti ritmi spanja, odkar je šla ta ura nazaj, ali kam je že šla. Jaz tako, ko pade tama, že začnem in pol zaspim dosti zgodaj. Je pa res, da se pol tudi dosti zgodaj zbudim in v svojem miru in tišini najdem marsikaj, imam posla ful. Ko sem sam. Biti sam, znati biti sam je v bistvu lastnost močnih. Empati smo, znamo biti sami, želimo biti sami v svoji samoti, nikoli nismo osamljeni, prej se znajdemo osamljeni znotraj družbe, ki ne diha z našo frekvenco, ki diha na nivoju nizkih vibracij. Tam se mi prej počutimo osamljeno in rečemo, ma kaj jaz tu zdaj razmišljam, mislim, jaz sploh se ne sklapam v to debato, ne. In zdaj, kadar je človek sam v tišini, sploh jutra, bom rekel, kaj od 3 naprej, od 3 do 6, ko je popolna tišina, popolna tema, živalice spijo. Edino žerjavi, no, žerjavi pa so pri nas kar ropotulje. Poznate žerjave? Ja, ko to leti, veš, na višini, ti njega jedva vidiš, slišiš ga pa tako, kot da ti je 2 metra nad glavo, se dere kot en dinozaver. Res so dobri, veš, cele jate. In zdaj selijo se naokrog nad Cerkniškim jezerom se zbirajo ali združujejo. Jaz ne vem, a so preleteli ali odhajajo, toliko nisem ptičja slovec in ptičji ljubec. Ampak žerjavov pa je v Cerknici zdaj zadnji teden kar nekaj. No, skratka, v tej tišini lahko se da zaslišati svoje lastne misli, da se tudi kreativno razmišljati, da se nekje pomiriti sam s sabo. Jaz recimo imam to je moja izkušnja, imam občutek varnosti. Ponoči se mi zdi, da sem ful varen. Čez dan se mi zdi, da lahko kakšen pajac pride tle, pa bi nekaj hotel imeti, pa bi nekaj dati, pa tako. Mnogo ljudi pa žal ni znalo, niti še zdaj ne zna biti sam s sabo, večno iščejo neko pomoč, potrditev, kaj so jim in konec koncev hrano od ljudi. Napajajo se od ljudi, ne od lastnega miru, ne od lastne povezave z verom, ne. Te ljudi smo označili in vemo, da so narcisi, ki se nikoli nič ne naučijo. Oni ne pridejo do nas zaradi tega, da bi oni sami rastli in bili boljši, ampak zaradi tega, da cuznejo na slamco, a veš, no, malo ti živčke popijejo. In tle se oni znajo kar fejst nafutrati, uživajo v tem. No, in iz tega se oni nič ne naučijo. In še ena stvar, ki se mi zdi ful dobra, je ta, da človek se uči iz lastnih napak, ne. Največ se naučiš na lastnih napakah. Tle imajo pa narcisi takoj zaplet, ne. Narcis se nič ne nauči od lastne napake, ker ima že v štartu težavo, da on napake ne naredi nikoli. Mislim, naredi jo, prizna si jo pa ne. In za vse njegove napake so zmeraj krivi drugi, zmeraj se najde nekje nek grešni kozel, a ne, na katerega se kaže s prstom. In narcisi niso nikoli boljši, oni ne rastejo. Kar je v bistvu zelo žalostno, imaš občutek, da ljudje nekako v evoluciji napredujemo, da rastemo, pa očitno to ne velja za vse. Ena izmed možnih razlag je tudi ta, da tisti, ki se odpiramo čedalje bolj, tisti, ki se zapirajo čedalje bolj. Tako da, bom rekel, to ločevanje svetov je čedalje bolj izrazito. Lahko rečem, da sem socializiran človek, rad grem med ljudi in seveda opazujem, to sem tudi vam že večkrat rekel, pojdite opazujte malo ljudi. Mnogo ljudi več ne pride v mesto, na kavo, na pivo, na druženje, na karkoli. Enostavno imam občutek, kot da se skrivajo sami pred sabo, kot da se skrivajo pred zunanjim svetom, ali pa so
dejansko že veliko njih tudi odpeljanih na hladnejša mesta. Ne bom nič zdravo zagotovo, je pa poznati, da je odzunaj manj ljudi. Ja, meni se zdi kar bolj tako kot mesto duhov, no. Edino še štacuna, no, se kaj nafila, sem pa kaj. Drugače nekako žarijo ljudje, ki so tretirani pravilno. Ja? Če je človek v zdravem okolju, da je ljubljen, sproščen, pomerjen, bom rekel, zadovoljen s temi osnovnimi življenjskimi potrebami, da ni prestrašen in tako, tak človek žari drugače. Zdaj pa. Tretirani smo vsi iz tega sveta na en bedast princip prevare, zavajanja, izkoriščanja, laži, metanja polen pod noge in tako naprej. Zato je ta pravilno tretirani ljudje se razume, da mora človek sam sebe pravilno tretirati. Ne? Vse je v glavi, vse se začne in konča v glavi. Če bi rad spremenil svet, spremeni svoj pogled na ta svet. To niso moje misli, to so misli modrih ljudi. Bistveno bolj modrih, kot sem jaz, a veš. Jaz sem bister, ja, bister, kot gosti sok, to pa sem, ja. Sej, vse en dober hec, zelo rad bi vam še enkrat, še se bom ponovil, jaz ne govorim o duhovnosti, čeprav je vse skupaj duhovnost, o ezoteriki, tudi nočem te besede uporabljati, rad bi govoril o Kekčevi preprostosti, ker duhoven biti pomeni, da si simple. Simple je tenartable the best, če se spomnite iz naša mala klinika, je bil on rekel, da nartable te simple je nartable the best. A je bilo to NMK, ali pa bilo kaj druge, se nima veze. Enostavno je življenje, komplikacijo iz življenja so naredili tisti, ki so si želeli naš planet prisvojiti. Reptili, drakoni, reptili, satanisti preko Vatikana in teh religij so želeli zakomplicirati življenje na tak način, da ga noben več ne razume. Oni pa so razumeli svojo igro satanizma, svojega žrtvovanja, svojih obrednih žrtvovanj otrok in ljudi. Ja? Oni so se znašali nad najšibkejšimi, nad najmanjšimi, nad najbolj ranljivimi. To so naši otroci. Naši otroci so vsi naši. Zaradi tega, ker jim starejši dolgujemo neko varovanje, varstvo pred zlobo. In na tem planetu je zloba bila zelo, zelo prisotna. Ja, no, pa se vrnem jaz nazaj, da ljudje žarijo drugače, kadar so tretirani pravilno. Tretirati pravilno morate vi sami sebe, vi morate sami sebe zaslišati, kdo ste in kaj ste. Če so tretirani prav in ljubljeni tako, kot morajo biti, se pravi, mi moramo sami sebe ljubiti bolj kot vse na svetu. In tudi nas ne more imeti nihče bolj rad, kot imamo lahko sami sebe. Kakšen je to odnos do samega sebe, kot da bi bil formula, pa bi si kerozin nalil noter ali pa nafto? Nisi formula, moraš čisto gorivo imeti. Se pravi, skrb za svoje telo je prvi odraz ljubezni do sebe. Se boš zapletel v neljube dogodke, v nemir, ali boš dvignil rit in šel tja, kjer je mir. Tudi do tega smo sami odgovorni. In to je en dokaz, koliko se imamo radi. Ja? In imejte se radi najrajši od vsega. No in ni čudno, da smo se znajdli tle, kjer smo se, ker sistem dela, kakor dela, in nihče več ne sveti oziroma ne žari.
nihče več, tle sem preteral. Kljub vsemu so žareče lučke, sijoče dušice, ki delujejo na našem slovenskem, bom rekel, lokalnem nivoju zelo lepo. Vsaki taki dušici en globok poklon in hvaležnost za pomoč sebi, meni in nam vsem, ker dušo zavoha pleme, ve, kdo je del plemena, a ne. Žal smo bili to pleme razseljeni, zdaj pa hvala Bogu s pomočjo tehnologije se najdemo. Najdemo se lahko na tak način, da se izpostavimo, ne. Ne morem jaz najti nekoga, če živi v luknji v svoji lastni senci. Treba je sence zapustiti in se izpostaviti. Tako nekako, recimo, sem lahko jaz ta primer, ko sem se maja letos izpostavil. Na račun tega sem spoznal mnogo zanimivih ljudi, ki jih prej nisem poznal. Vsak ima seveda svojo zgodbo, zame je to ena ful lepa stvar, rad spoznavam ljudi, z njimi komuniciram in se družim. In vesel sem, da sem spoznal nove, zanimive, drugačne, predvsem boljše ljudi, kakor sem jih imel možnost spoznati do zdaj, oziroma do lanskega leta, recimo. Tako da tudi vam svetujem, da se izpostavite, ne izpostavite, express yourself, da delujete. Express pomeni deluj, a ne. Zdaj, če imaš rad pečen kruh, zdaj se spet vračam na ta moj kruh, ne, saj me boste imeli že počasi dol, pun kufer. Izražaj se preko kruha, pa pol kakšno slikico narediš, pa si se izrazil, ne, pa si konec koncev ga pojedel, saj vse štima. Prav je, da delujemo, nismo vsi za pred kamero, tudi jaz ne, a ne, nisem nič bešter, sem pa, ok, glas pa sem naredil nekaj in evo, video kill the radio star. Bom pa z glasom probal še kaj dodati, ker to je ta unikat, kakršen sem. Moj, recimo, idol, če temu lahko rečem, je bil Lotrič. Kak je bil to vokal. In samo eden je Lotrič. A bi bilo smiselno ga kopirati? Ne. Zato, ker Lotrič je bil eden in naj eden ostane. Turšič je pa samo eden. Ampak ti si pa tudi samo eden. In bodi tak, kot si. Ne devaj si na sebe masko. Ne pretvarjaj se, da si, kar nisi. Ne pretvarjaj se, da si, zato da boš v očeh nekoga naredil en vtis. Bodi ti odtis na tej zemlji, na tem univerzumu. Si tle s svojim prstnim odtisom, unikatnim, pa to je fizično videti. Kajle si na noter, unikaten. Ne? Ok. Ljubezen ni veza samo z eno osebo. Tle se bom vrnil na tisto, če so ljudje ljubljeni prav. Moraš ljubiti sebe. Ampak mi smo nekako razumeli, da ljubezen je, joj, si pa zaljubljen, ne vem, tako. Ni ljubezen povezava od enega do drugega človeka, se pravi, bom rekel, sem z eno osebo ali pa s 5 osebami, torej še otroci, pa starši, pa tako. Ljubezen je način življenja z vsemi živimi bitji oziroma z vsem živim. Tudi do rastlin, ne, spada ljubezen. Rastlina živo bitje, ne vem, je pa živo, no, kakorkoli. Do živalic pa do ljudi nasploh in narave moramo čutiti eno povezanost in imeti odnos do nje. Ne moreš reči, danes imam naravo ful rad, ker sem eno knjigo prebral ful hudo in sem ful the best in jo ne bom zmetal smeti danes v naravo, ker sem pač knjigo prebral. Jutri je pa že spet vse po starem. Ne gre to tako, zato pravim, da gre za način življenja in
predvsem je tle beseda spoštovanje zelo hitro zraven, ker ko nekaj spoštuješ, ne boš škodoval. Ne? Kadar nekaj spoštuješ ali nekoga spoštuješ, boš deloval vsaj približno v okvirih pričakovanega. Ne gre za pričakovanega, če spoštuješ človeka, ne boš vzel njegove spalke pa jo dal zraven ognja, da bo vsa popikana od iskrc. Če nekoga spoštuješ, mu ne boš, ne vem, vrečke tobaka vrnil zmečkanega, kaj pa svem, ali pa, ne vem, umazane prikolice vrnil, ali pa kaj. Gre za spoštovanje, moraš vrniti, kot si dobil, oziroma ne mi kričati v ksiht, če pa dobro slišim, oziroma ne mi šepetati, če veš, da slabo slišim. Čist simpel spoštovanje. Tudi do psa imam jaz ful spoštovanja. Kakšno igrico imamo s psmi, zdaj mi je vletel en film. No, okej. Ena pesem nosi naslov, ne vem, kako nosi naslov, vem pa, da vmes v besedilu pravi enkrat pa vse mine. Je tako, ne? Kaj mine? Enkrat mine bolečina. Dolg časa smo, nekateri še zdaj živite v odnosih, toksičnih, strupenih, in človek je prizadet prvič, boli drugič, neznosno je tretjič, četrtič tudi boli, enkrat pa prerasteš in enkrat vse mine in enkrat ne boli več. Ker bolečino so nam ustvarjali tisti, ki so nam bili najbližji, tisti, ki smo jih imeli radi, tisti, za katere smo mislili, da nas imajo radi, ker so v imenu ljubezni nas v bistvu izčrpavali. Takih odnosov je en cel kup. Kaj pa se je zgodilo? Interneta ni več, ne? In zdaj pa tudi muzike ni več, pa še slika je crknila zadnji. To pa zaradi tega, ker nisem bil dovolj pozoren, a ne, pa nisem vžgal polnilnika, a ne. Ti Turšič. In zdaj pa krogec se vrti zadnji, ne? Turšič, ga tudi pihneš, veš. In to je čist skos, pa veste, koliko videov sem že naredil, ampak tale situacija je prvič, ne. Koliko situacij se nam zgodi, ampak je pa prav, da se iz tega kaj navadimo in smo naslednjič še bolj pozorni. A drži? Valjda drži. Tle imam eno stvar, še sem vam hotel nekako preslikati. Happiness, torej sama sreča, ni tam zunaj, ampak je znotraj nas. Ona se formira s pomočjo kemičnih elementov, sem mogoče narobe rekel, kemičnih struktur, določenih kemikalij. A sem prav? Vse narobe, moment, boste razumeli. Mi za srečo rabimo dopamin, endorfin, serotonin in oksitocin. To so te 4 sestavine, ki jih naši možgani rabijo, da so zadovoljeni in da se začuti, bom rekel, notranja sreča, pomirjenost, zadovoljstvo. Evo, in dopamin mi dobivamo, ne se mi zdaj smejati, ker bom probal še malo preveč s potjo. Dopamin se proži s pravilno prehrano. Takrat, ko dosežeš en cilj, ne, takrat se ti, dopamin sproži. Dovolj spanja in uživanje v kopeli. Ali pa v jezero najbrž tudi pelje, a ne, ali pa v morju, tudi gre. Moment, jaz še vedno sem mislil, da sem dal filat, pa očitno nisem, ker moram še eno tipko stisniti, zdaj pa nekaj bo. Mislim, da ja. A veš, da se neha ta krogec vrteti. Ali pa če dam pauzo. V vsakem primeru se vrti, nima veze. Mene ne moti. Skratka, dopamin je vezan na zdravo prehrano, ko dosežeš svoj cilj, kadar dovolj spiš in kadar imaš stik z vodo. Tuš, kopel, banja, jezero ali pa reka. Okej. Endorfin se sprošča, kadar smo fizično aktivni, se pravi, naj si bo sprehod, naj si bo fizično delo, naj si bo premikanje trupla, ne takrat, ko spimo pa sedimo. Takrat ni endorfina. Endorfin se sprošča tudi ob smehu, kadar se smejemo in kadar poslušamo glasbo. Zdaj pa jaz grem
Jaz pa grem zdaj peš, dam slušalke, se pravi, se premikam, imam glasbo in se smejem, ker imam dobro glasbo. Torej 3-krat. Tup, tup, tup. Oksitocin se nam proži, kadar smo socializirani, kadar smo v družbi pravih ljudi, pazi, ne pijavke, kadar je prava družba, pravi vibe, takrat se sprošča oksitocin. Kadar imamo fizično dotikanje, kadar se božamo, naj si bo s človekom ali pa z živalico se malce crklamo in kadar pomagamo drugim. Se pravi, pomoč drugim nas osrečuje. Ja, valjda da ja. In bom šel kasneje. Serotonin se pa stabilizira feeling, kadar smo izpostavljeni soncu, kadar imamo lepe, umirjene, pretočne misli in kadar se sprehajamo po naravi. Torej stik z naravo, bom rekel ta mir. Ja? Oziroma povezava z naravo in biti narava. Mi smo narava, smo iz narave narejeni, zato jo rabimo in objemanje dreves je bila v bistvu neka posmehljiva stvar, pa ni to tako brez veze. Zdaj, jaz nisem glih neki objemalec dreves, da ne bo zdaj pomote, sem pa strašen ljubitelj narave, pa se to sem že večkrat in povedal in dokazal in pokazal, kaj ne. Probam se tudi premikati sem, ampak zdaj sem se stabiliziral, tle, ker imam naloge, težke naloge imam. Ok, del zdravljenja je tudi razumevanje, da ste bili oziroma na kakšen način smo bili mi sami toksični. Ja, se pravi, ta, bom rekel, spet neka analiza, kdo sem jaz, jaz sem tudi bil toksičen, na kakšen način pa? Na tak način, da sem jaz pa kje ogenj dolil na, bom rekel, konflikt. Vletel je narcis in naredil konflikt. Moja reakcija bi mogla biti kalma, ne smeš ti se razpizditi, ampak ker sem bil, bom rekel, intrigiran, nekdo te trigne, sem reagiral besno nazaj. Ta bes se je povečal in smo bili v preperu. Se pravi, tudi jaz sem bil toksičen, ker sem v bistvu na situacijo reagiral napačno. Viš, nič ne narediš, pa kar pač naredi. Saj ne moš verjeti, tehnologija. In ja, osebna rast se zgodi, kadar ti zaznaš, da si bil toksičen, na katerih nivojih si bil toksičen in seveda to stanje popraviš. Tudi narcis, vsak bi lahko bil ozdravljen, če bi le si priznal, pa oprostil, pa nehal delovati narcistično. Zdaj, ne gre to tako hitro in ne gre to tako simpel, ampak okej, bo prišla klofuta iz višjih inštanc, ni na nas, da komu oči odpiramo na način na silo, dovolj pa je, da govorimo o stvareh in sejemo semena. Čak, zdaj sem se odločil, da bom popravil to tehnično napako, ki se dogaja od zadnje, ali kaj. Nekaj treba zrihtati, ali kaj. Čakaj. Hotspot, že dela. Ok. Naslednja stvar, sometimes you need to stop seeing the good in people and start seeing what they show you. Kdo ne razume angleško? Včasih morate nehati iskati lepe stvari pri ljudeh, ampak morate opaziti, kaj vam dejansko kažejo. Simple. Oni so nam pokazali, da so grdi, govorili pa so lepo. In mi smo iskali, da bomo v njih najdli nekaj lepega. Saj človek, saj je v redu, ampak tle, ampak tam, ampak... Ej, majster, kaj ti je pokazal, da ni v redu, Ne se boriti zdaj z njim. Bistvo je, da mi sami sebe izgradimo. Saj je ideja, da se socializiramo, vendar, če je opcija, da se srečaš z napačnim človekom oziroma z napačnega človeka, vlagaš svoj čas, je to izguba časa in tvoje energije, Zdaj bom pa probal se še povezati, Že imam, ne moš verjeti, čeprav piše connect automatically, ni šlo. Mistakes can be forgiven, a lifetime pattern of abuse, it is not a mistake. Ok. Vsako napako
človek je sposoben oprostiti. Ampak vzorec življenja, vzorec v življenju, abuse, to je posilstvo, posiljevanje, izkoriščanje, še ena boljša beseda, se ne spomnim, brutalnosti, blame je dajanje občutka krivde, to narcisi počnejo, manipulacije in sovraštva, veste kaj, to pa ni več napaka. Okay? Zato tako napako, ja, jaz v svojem življenju imam kar nekaj svojih lastnih izkušenj, ne preveč lepih, vsem tem stvarem sem oprostil, pozabil jih pa ne bom. Glih zaradi tega, ker vem, da to niso bile napake, ne, ampak kar način življenja. Kaj zdaj? Se kar še noče postati. Prihaja do prekinitev. Aj vidiš, znotraj videa mi tudi to porihtamo. Mnogi so obupali nad mano, jaz nisem obupal nad sabo. In tudi vi ne dovolite, da vam okolica znižuje vašo vrednost, vizualno in notranjo. Nihče ni prehodil te poti, kot ste jo prehodili sami, in ni na svetu avtoritete ali drekača narcističnega, ki bi vam lahko rekel, kaj vi morate, česa ne smete in zakaj tega ne delate tako in tako. Vi delate stvari po svoji lastni vesti. Jo imate? Če jo imate, no problem. Tisti, ki pa nima vesti, bo pa malo težje delal po svoji vesti, če jo pa nima. In ti ljudje potrebujejo vodstvo, zaradi tega pa grejo na volitve, zaradi tega pa grejo v društva svoja, v druščine razno raznih interesnih skupnosti. Dostikrat je interes čista norija v primerjavi s tem, kaj so nam pod pretvezo rekli, da je. 8.11. je bil včeraj, v Ameriki, se zdajle končuje ta 8. volitve, se zdaj dogajajo v Ameriki. In že se dogaja ista banana, kot se je dogajala na predsedniških volitvah Amerike, ki zdaj volijo za vstop v kongres, kongresniki vseh ameriških držav. Ne vem zdaj, kdo točno vodi, itak pa ne delajo nič drugače, kot na predsedniških volitvah. Isto mašinerijo so dali in isto kradejo volitve, direkt, vsem na očeh. Posneti so bili že takrat, barabe. In posneti so tudi zdaj. In ampak oni ne nehajo lagati in delati prevare. Zakaj ne? Zato, ker to je edina stvar, ki jo znajo, ker ne znajo delati pošteno in prav, vse, kar je, znajo delati s prevaro. Ampak to je lastnost, ki je bila v tem družbenem sistemu kompletnega sveta vpeljana, vcepljena v ljudi, ne s cepivom, ampak vcepljena preko nekih norm, indoktrinacije, norm predvsem, kdo je te norme postavljal, bi mogoče lahko se precej poglobili. Pa se ne bomo, ampak zaradi družbenih norm je cel svet funkcioniral na način prevare na vseh nivojih, Tudi te inštitucije in inštance, ki bi morale delovati nič drugače kot pravilno, so delovale lažnivo, Koliko je recimo neko mestno redarstvo, ima kar neke pristojnosti in zdaj, če plačaš kazen, si potrdil, da si njo strinjaš, pa si jo plačal, če se pa pritožiš, ti pa ni treba plačati, ker so itak oni v prekršku. Enako je bilo z maskami, Se pravi, ta sistem je deloval na prevari in nas je lovil, če boš plačal prav, če pa ne, pa tudi prav, Ja, sem se nisi pa pritožil, če bi se pa pritožil, pa bi, pa si imel možnost, pa jo nisi izkoristil. Mislim, taka banana, veš, nima vsak človek volje, pa časa, pa energije se s pritožbami ukvarjati, pa s papirčki. Ljudje želimo živeti bistveno bolj normalno in sproščeno življenje in se ne boriti s sistemom, ne z birokracijo, ne z
raznimi temi jajci, ne. Tudi življenje samo po sebi, tako kot sem že v štartu rekel, je enostavno. Ne gre za zakomplicirano duhovnost, ezoteriko, jaz ne vem kakšna težka znanja. Zmeraj probajte imeti kekca v glavi. On ni hodil na nobene tečaje, ni hodil na univerzo, ni bral debelih knjig, ampak imel pa je jasno namero, ki jo je tudi izpolnil. Kljub temu, da se je Pehte bal. Ne, cela vas se jo je bala, on se jo ni bal, torej je bil tudi neustrašen. Je s svojim delovanjem in svojo hrabrostjo prišel do kapljic za Mojco in s svojim načinom delovanja in svojim lastnim zgledom je spremenil tudi miselnost Pehte. Ne? Vsaj malenkost se je tudi ona na račun kekca spremenila. Zakaj? Ne zaradi tega, ker ji je kekec litanije dajal ali pa knjige, ampak z lastnim zgledom. Bodite lastni zgled sebi, svojim bližnjim in celotnemu svetu, ker ko boste delovali prav, boste delovali za začetek poravnano z univerzumom. Univerzum se na nas poravnava z lastno etiko, moralo, s srčnostjo, spoštovanjem in vsem, kar lepih besed premorete, takrat univerz tudi nagradi. Predvsem pa nas čuva in nas vodi od lekcije do lekcije. Dajte vse dogodivščine, ki se vam dogajajo, vsi dogodki, slabi ali dobri, ne glede na to, kaj jih vidite, dajte razumeti, da gre za lekcijo, ki vas hoče nekaj naučiti. Le kaj? Ne? Le kaj me hoče ta lekcija? Ne, da zdaj objokuješ. Spet si me dobil po klamfi, kaj delam narobe. Kaj me želi ta lekcija naučiti? Zakaj se meni ta vzorc ponavlja? Zmeraj tako pri odnosih se nam največkrat zatakne, ker ne znamo razbrati. Zakaj? Ja, zato, da boste spoznali narcise. No, zato se pa z njimi srečujete, ker jih boste pa spoznali, se pa bo zgodba nehala. Preberite kaj o narcisih, da jih boli briga za vas, oni so glumada ena velika in vse, kar je od vas cuzajo, glumijo, da so super, čeprav niso. Kaj bi zdajle jaz najdel en zapis, imam krasen vprašanje, če ga bom, nisem bil take vijolične barve. Ne bom ga najdel zdajle, se mi zdi. Evo, ni vijoličen, rdeč je. Kako narcisi vidijo sami sebe? Oni so zase najbolj perfektni. Narcis je center univerzuma, ne univerza, univerzuma, center, namesto sonca je narcis. Nikoli nimam nič narobe, je tudi v njegovi glavi. Ne delam nobenih napak, če pa je slučajno, jih pa niso moja krivda. Vsi so ljubosumni name, to se jim tudi zdi narcisom, da se vsi želijo biti tako hudi kot on. Ne odgovarjajo nikomur, govorim, ne odgovarjajo, ne rabijo nobenih kart polagati. Vsi me morajo spoštovati, tudi to se jim izriše v čebuli in lahko dobim karkoli jaz si zaželim. Ne rabim reševati mojih problemov, lahko kdo drug to naredi namesto mene in ničesar na tem svetu ne delam narobe. Poznate kakšnega tacga tam okoli vas? Kar nekaj, ne? Ja, good. No, stran od njih, to so toksični, strupeni ljudje, nimate dovolj moči, da jih spreobrnete, ker se sami ne želijo spreobrniti, oni želijo konflikt in če ste vi zraven, ste vi krasen primer za konflikt. Ki je kriv za to, da on napake dela. Simple as that. Bežite stran od njih, bodite sami sabo, ljubite sebe in še enkrat samo sebe. Ne samo, v prvi vrsti sebe. Ko boste ljubili sebe, boste lahko ljubili vse živo. Ja. Konec koncev, tudi narcisi so tle, da nas pripeljejo do točke, da mi smo to njihovo igro prepoznali, pripeljala nas je na rob preživetja, marsikdo od nas je že se spogledoval s smrtjo. So nas pripeljali do tega, kar nas ne ubije, nas jača in dajte zastopati, da
če tudi smo vsi utrujeni od tega, smo tik pred eksplozijo, ko bomo deležni ene velike blaginje, končno enega miru, kjer bo družba delovala tako, kot smo si vedno želeli. Ja, še najbližje je bila Jugoslavija, ne, če ne bi bilo odzadaj spet neke čučke, mučke. Kakorkoli, družba bodite prečudovito, niste sami na tem svetu, ne v težavah, ki jih imate, ne si bodo notranje ali zunanje, niste edini, ki se prebujate, ki prehajate štuk višje, skozi travmo, preko trnja do zvezd, pritisk naredi diamant. Razumite, da če bi živeli v udobju, se razvoj ne bi dogajal ali pa zgodil. Ja? Tako da dajte razumeti, dajte biti hvaležni temu pritisku, ki se dogaja, da mi lahko rastemo. Okay? To je za danes vse, želim vam lep jesenski dan, pa a še kaj, pijte vodo, no, pa še probajte se še kaj sezuti, ali pa pejte plavat, ta je tudi dobra, a imate jajca, no, kar dajte jajca, no, mislim, sorry punce, no, nisem tako mislil, uživajte zelo, čau, čau.